Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes smo se zbrali tukaj ob prav posebni priložnosti. Predstavili bomo knjigo zelo znamenitega antičnega filozofa Plutarha z naslovom Spisi o živalski psihologiji. Taka lepa knjigica, ki je pri Celjski Mohorjevi v sodelovanju z Goriško Mohorjevo društvo išla v zbirki Nemiljivi. To je taka imenitna zbirka, ki je bila lansko leto prenovljena. V njej sicer izhajajo klasiki, med drugim so išla dela Dostojevskega, bratja Karamazovi Zločin in kazan, ter Zimski zapiski o poletnih vtisih. Tako da jaz sem imel to čast, da sem v tem času, ko sem zaposlen, danes lahko rečem, bil pri Celjski Mohorjevi družbi, da sem pomagal pri prenovi te zbirke. In zelo vesel sem, da sem lahko sodeloval z doktorico Barbara Zlobec, ki je prevedla spise o živalski psihologiji. Hvala, da ste danes z nami. Bi nam lahko povedali kaj o sebi, lepo prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Dovolite, da se vam najprej zahvalim, da ste si vzeli čas, da ste prišli na predstavitev. Seveda se bi želela zahvaliti najprej Goriški Mohorjevi družbi, ki je imela posluh za mojega Plutarha in seveda prisrčno tudi Celjski Mohorjevi družbi, ki je v sodelovanju z Goriško to udejanjila. Moja pot v antiko se je začela v Trstu na gimnaziji, ki pravimo Licej Franceta Prešerna. Tam me je v Trienju učil Alojz Rebula, ki verjetno bil tudi ključna oseba, ki me je usmerila, čeprav sem kot dijakinja imela veliko interesov, da me je usmerjal v klasično filologijo in sem tudi ko sem prevajala Plutarha, pa ko sem nasploh prevajala, ker imam za sabo tudi eno drugo prevajalsko pot, vedno razmišljala in mislila nanj, ki nam je pravil Muleri, ki smo se komaj začeli boriti z latinskimi in grškimi besedili, da mora biti prevod kot ženska, lepa in zvesta. In seveda to je bilo potem moje vodilo. Moja študijska pot se potem nadaljevala na klasični filologiji v Trstu. Naj povem, da sem potem načrtovala magisterij kot recimo sodelovanje med ljubljansko in tržaško fakulteto. Žal do tega ni prišlo zaradi nenadne smrti mojega italijanskega mentorja. Sem pa magistrirala v Ljubljani na oddelku za klasično filologijo s profesorjem Kajetanom Kantarjem, na katerega me vežejo zelo lepi spomini. Naj povem, da je bilo njegovo predzadnje predavanje na gimnaziji, kjer učim na noči klasičnega liceja. V Ljubljani sem potem tudi doktorirala s profesorjem Primožem Simonitijem, ki je tudi ostal v mojem srcu zlasti kot nepresegljiv poznavalec humanizma in res je moja doktorska disertacija o nekem tržaškem humanistu, to je bil tržaški škof Andreja Rapičo, sicer skoraj nepoznana oseba, ampak zelo sposoben literat, ki je med drugim napisal neko precej dolgo pesnitev, ki opisuje njegovo pot od Timave po celotni Istri. No in zaposlila sem se na tržaškem liceju Franceta Prešerna. Eno leto sem bila tudi na oddelku za klasično filologijo v Ljubljani. V Trstu sem bila 24 let, sem učila, sedaj pa sem 5. leto
na gimnaziji, na klasični gimnaziji v Gorici. Gorica se zdi morda tako malce zakotno mestece skoraj, v resnici pa ne smemo pozabiti na njegovo pomembno vlogo, tudi kar se tiče slovenskega kulturnega prostora. Recimo tam je bil profesor tudi recimo Fran Bragač in tudi Pleteršnik, če se ne motim, je pred ukinitvijo, ki jo predvidevala pač Gentilijeva reforma, nekaj časa tam učil. Naj povem, da sem s srcem šolnik, da sem poskrbela za didaktično gradivo, za prenovo Bradačevega latinsko-slovenskega slovarja, za prenovljene izdaje raznih učbenikov in kar me je stalo še največ truda in največ zadoščenja, in tudi tukaj se moram prisrčno zahvaliti sodelovanju z Ljubljano, je bil ponovna izdaja popolnoma prenovljenega grško-latinskega slovarja. Vodja je bil prav Matej Hriberšek, ki je prispeval tudi pač eno obsežno študijo v delu, ki ga predstavljamo danes. Torej, recimo, da sem dvoživka ali troživka, Tržačanka in Novogoričanka, s tem, da z veseljem vzdržujem stike tudi z Ljubljano. Ob svoji didaktični dejavnosti pa se poskušam tudi kot prevajalka. V knjižni izdaji sta išli dve Ciceronovi deli, in sicer Govori proti Katilini in Lelijarjevo prijateljstvo. In imam pa tudi več prevodov in esejističnih spisov v Keriji in v drugih strokovnih revijah. Naj povem pa, da je ta knjiga zame nekaj posebno dragocenega, zato ker običajno me k delu sili dolžnost, v smislu, da na šoli primanjkuje didaktičnega gradiva, ali pa se mi je zdelo škoda, da nimamo v slovenskem prevodu tako zanimivih del, kot je recimo Scipionove sanje ali pa Ciceronov spis o prijateljstvu. V tem primeru pa sem si privoščila razkošje, da združim dve svoji veliki ljubezni. Ena ljubezen je ljubezen do živali, ki me spremlja tako rekoč od vedno. Druga moja velika ljubezen pa je grško-rimski svet. Tudi v tem primeru lahko rečemo, da je to grško-rimski svet, ker seveda Plutarh je živel v Boti, v Grčiji, pisal v grščini, bil velik poznavalec grške književnosti. Rodil pa se je v času cesarja Klavdija in živel pod Neronom, pod Vespasijanom, Titom, Domicijanom in tako dalje. In torej v obdobju, ki je rimsko-cesarsko obdobje. Upam, da sem povedala dovolj, pa kaj prebereš. Super je bilo. Všeč mi je, da lahko samo sedim in poslušam, da mi ni treba preveč spraševati. Gospod dr. Matej Hriberšek bi moral biti danes tukaj, se je opravičil, da zaradi službenih obveznosti žal ne more biti z nami. Vas pa vse lepo pusti pozdraviti. In pa še vedno je zelo vesel, da je lahko prispeval svojo spremno študijo. Zelo obsežno, čudovito in zelo poglobljeno spremno študijo o tem delu Plutarhovem in o Plutarhu. Zdaj, jaz sem sam dogodek poimenoval Antični manifest vegetarijanstva. Zakaj? Nekaj stvari je gospa Barbara že povedala. Bi vam pa rad prebral en odlomek, potem pa bom besedo prepustil prevajalki, da ne bomo preveč premenili.
Gre za odlomek iz drugega spisa, prvega dela, o uživanju mesa. Ti torej sprašuješ, zakaj Pitagora zavrača uživanje mesa, medtem ko jaz začudeno razmišljam, s kakšnim srcem, s kakšno vestjo in s kakšnim razlogom se je prvi človek z usti dotaknil prelite krvi. Približal ustnice mesu poginule živali, obložil mize s trupli in mrtvimi prikaznimi, ter za slastne označil ude, ki so še malo prej gledali in tulili, ter se oglašali in premikali. Kako je vid zdržal pogled na umor zaklanih, odprtih in razkosanih bitij? Kako je voh vzdržal davek smrada? Kako, da izprijenost početja ni odvrnila okušanja, ko je človek prišel v stik s krvavečim tkivom tujih teles, ter začutil krvavi izcedek smrtnih ran? Omenili ste, da imate radi živali in pa, da imate radi grško-antični svet. Da je to povezava. Ampak zakaj pa ravno Plutarh? Torej, vsi, ki se ukvarjamo z latinščino in grščino, ampak tudi samo dijaki, sem to začela doživljati kot dijakinja, vemo, da obstaja veliko ganljivih scen v antični književnosti. Tista, ki jo vsi poznamo, je recimo tista izjemno ganljiva scena, ko Odiseja po povratku na Itako sreča psa, ki ne more umreti, dokler ne ponovno zagleda svojega gospodarja. Seveda, podobne scene imamo pri Homerju, recimo, ko jočejo Ahilovi konji, ali pa ko govori o levini, ki so iztrgali mladiče, veliko je tudi metafor. Tudi pri kasnejših avtorjih dobimo veliko odlomkov, kjer je razvidna ta simpatija med človeškim in živalskim. Naj omenim samo Lukrecija, ki ima veliko tega, ne? Recimo junica, ki jo ženejo v zakol. Sem pa bila zelo radovedna že kot dijakinja, o tem sem se tudi pogovarjala z Alojzem Rebulo, še vedno imam ene zapiske. Kako to, da Grki, ki so čisto vse skušali kodificirati in urediti, nimajo neke specifične debate ali nekih, recimo, točnih filozofskih izsledkov. Zato sem počasi začela raziskovati, ta proces je trajal veliko let, dejansko vsakič, ko sem našla kaj novega, sem to dodala na kup in to me je seveda privedlo do Plutarha. Plutarh je najbolj znan tudi med Slovenci po vzporednih življenjepisih. Je pa tudi napisal izjemno obsežno skupek del, ki ga poznamo pod naslovom Moralija ali etični spisi. In v teh etičnih spisih so trije, ki so tudi prevedeni v tem delu, ki zadevajo specifično filozofijo, živalsko filozofijo oziroma razmišljanja o živalskem razumu oziroma o tem, ali živali čutijo, ali se zavedajo tega, kar so občutile, ali se spominjajo in kako odreagirajo zavestno ali nagonsko. In ta tri dela so se mi zdela še posebno zanimiva, ker vemo, da je Plutarh eklektik in da je torej v njih zbral čisto vsa filozofska plemena, ki so razpravljala o tem. Nekatere filozofske smeri so mu seveda bližje, Pitagorejci, kot smo recimo slišali, on je bil sicer platonik, nekatere filozofske smeri
pa odklanja. Recimo najhujši med narekovaj sovražniki so seveda stoiki, ki so izrazito antropocentrični in ki so prepričani, da so živali dejansko kot predmeti, ki jih lahko človek uporablja v svoje namene, zato ker itak se ne zavedajo, nimajo razuma. Tudi Aristotel ima podobno razvrstitev. Najprej imamo človeški svet, ima razum, potem živalski, ima nagon in potem še rastline in ostalo. Kot eklektik se Plutarh dejansko ne strinja popolnoma z nobeno od smeri, ki smo jih omenili, oziroma uporablja njihove hipoteze za to, da potrdi ali pa zavrne svoje mnenje. Njegovo mnenje pa je, on ni recimo strikten vegetarijanec, čeprav zagovarja vegetarijanstvo, recimo striktni vegetarijanci so pitagorejci, ampak zaradi metempsihoze v prvi vrsti. Zagovarja pa nujnost in to se mi zdi ključno, zato ker odpira vprašanja, ki so ne samo filozofska, tudi politična v grškem smislu polis, in sicer kako ravnati z bitjem, ki se ne more braniti. Ker seveda se odpira problem euzebeje, filantropije in sporočilo, ki ga daje s temi tremi deli, ki so med sabo med drugim zelo različne, tako slogovno kot recimo po pristopu, je, da mora prevladati euzebeje oziroma sočutnost. On ne verjame v metempsihozo, ampak pravi, če zaradi drugega ne, mora prevladati sočutje, zato da vežbamo najpomembnejšo človeško družino, vrlino, ki je človečnost. In potrebna je neka sprememba mnenja, metanoja, mutatio mentis, zato da človek preseže antropocentrično vizijo sveta, zato ker če bo on samo gospodar, bo to njegovo početje peljalo v uničenje, mora pa biti nekako sodelavec narave, mora živeti v skladu z naravo, zato da nastane, da tudi sam podpira ta harmonični svet, ki je kozmos. Omenili ste, da so vsi ti trije spisi različni med sabo. Kaj je pa tisto, kar je enako, poleg same ideje o živalih? Vedno to sporočilo, o katerem smo govorili, to sporočilo preseganje antropocentrizma in nekako prisili bralca, da na čisto vsakdanje početje ne samo na klanje živali, gleda z drugega zornega kota. Če dovolite, bi zelo na kratko povzela vsebino tako, da bolje razložim. Prvi spis ima naslov o tem, da imajo živali razum, ali so brezčutne živali deležne razuma. Je pa znan ta dialog tudi z imenom Grilos. Bom takoj povedala, zakaj. To delo se zelo močno navezuje na Homerja in slog je mestoma tudi homerski in pripoveduje, kako Odisej pride na Kirkino posestvo, v Kirkino kraljestvo in jo prosi, naj mu dovoli, da odvede s seboj svoje tovariše, ki so bili spremenjeni v prašiče in tudi ostale Grke. Ona mu sicer to dovoli, vendar pod pogojem, da enega izmed njih prepriča, da je vrednejše živeti kot človek, kakor pa kot žival. In zagovornika mu da prav Grilosa. Grilos je onomatopoija, to je ponašanje kruljenja prašiča
ker grilos je prašič, je celo iz Bojotije. Bojoti so bili znani kot najbolj neumni Grki, v oklepaju to je ironija, ker tudi naš Plutarh je bil doma iz Bojotije. In vsi bi si pričakovali, da bo zmagal Odisej, ki ga poznamo kot najmodrejšega, najzgovornejšega, najspretnejšega, najbolj spletkarskega, v resnici pa zmaga, da premaga Gril, ker dokaže, da živali prekašajo ljudi po pogumu, po modrosti, po razumnosti, po pravičnosti, torej po tistih kategorijah, ki so za Platona ključne za človeka. Drugo delo, iz katerega je dr. Kusterle prebral tudi odlomek, je filozofsko in patetično. Je zelo patetičen spis, se členi na dva dela. V prvem delu teče beseda o tem, da je po Plutarhovem mnenju pobijanje dovoljeno samo, če je človek zares lačen in daje primer primitivnih okoliščin, ko ljudje še ne poznajo poljedelskih tehnik, ko je podnebje zelo nestanovitno. V drugem delu pa razlaga, in ta isto temo dobimo recimo že pri Heziodu, jo bomo dobili pri Platonu, pri Lukreciju, pri Tibulu in tako dalje, da je uboj živali prvi korak k vojnam in pobijanju med ljudmi. Ker ljudje najprej umorijo zver, ki jih napada, potem umorijo domačo žival, ker jim je všeč meso, potem umorijo zločinca, ker ga morajo kaznovati, in odtod se odpre krvava pot pomorov, ki nimajo pravega razloga, ampak izhajajo iz želje po razkošju, po bogastvu, po oblasti in tako dalje. Recimo, to je drugo besedilo. Tretje besedilo je najdaljše in je zasnovano zlasti v prvem delu kot nek dialog po Platonovi tradiciji. Naslov je, katere živali so pametnejše, kopne ali vodne. Tudi v tem primeru opazimo neko dvodelnost. V prvem delu se pogovarjata Plutarhov oče, izmenov Tobul, in nek Plutarhov prijatelj. Oba sta zelo zaskrbljena, ker so mladi, ki obiskujejo Plutarhovo šolo, neke vrste akademijo, slišali nek govor o lovu in jih je zelo navdušil. In torej, ti dve starejši osebi sta zaskrbljeni, da se bodo navdušili za lov in se razvija razprava o tem, ali imajo živali občutke, ali imajo inteligenco in seveda se oba strinjata, da egoistična neusmiljenost, da pomanjkanje empatije pri pobijanju živali sta zelo kvarni. V drugem delu, ki je zelo iskriv in sem se zelo zabavala pri prevajanju, imamo pa dva mlada. Eden je ribič, predstavlja ribiče, drugi je lovec, predstavlja lovce. In vsak skuša dokazati, da so živali, ki jih lovi, pametnejše. Torej lovci, da so kopenske in ribiči, da so vodne oziroma morske. In imamo celo serijo zelo zabavnih anekdot v takem kataloškem naštevanju in izvemo, da nekatere krave znajo šteti, da se kačon lahko zaljubi, da jež napoveduje vreme, da se kavka lahko nauči peti, da sloni, če ne v cirkusu dobro opravijo vaje, vežbajo še po noči, torej zelo tudi zabavne anekdote. Seveda razumemo, da ta dialog temelji na paradoksu, ker živali hvalijo prav tisti, ki jih pobijajo, in verjetno nihče si ne pričakuje na koncu neke drastične obsodbe lova. Vam pa preberem, kako se zaključi to delo.
Po pravici povedano se že dolgo strinjamo s Sofoklejevimi besedami. Pri Plutarhu imamo stalno citate iz grške književnosti. Prav lepo je govor, čeprav nesoglasen, dosegel sklepe, ki so povezani in skupni obema stranema. Torej ne zmaga nobena izmed strani, zmaga pa prav ta ideja, da je sporočilo knjige spoštovanje živega bitja. Da še popolne odgovorim na vprašanje doktorja Kusterleta, bi poudarila, da je v prvem delu Odiseje, ki ga vsi poznamo kot zelo zvitega, velikega heroja, tistega, ki reši Grke z lesenim konjem, tukaj negativen junak. Je negativen junak, ker je preračunljiv, ker je zvit, ker njegov razum ni logos, ki je pozitivni razum, ampak je metis, torej recimo preračunljivost ali zvitost. In Plutarh obsoja ljudi, ker se ne obnašajo pravilno, ker to hočejo narediti, ampak se recimo bojijo kazni, se bojijo, da se osramotijo pred drugimi, ker jih prisilijo zakoni, ker so preračunljivi in si nečesa želijo, ker nočejo kršiti določenih družbenih pravil, ker imajo celo serijo predsodkov. In torej, idealno življenje, pravo življenje po razumu pravi, je tisto, ki ga živijo živali, torej v skladu z naravo. In ker živali bodo hrepenele, bodo želele samo tisto, kar je zares potrebno. In v zvezi s tem bi omenila še en kratek odlomek, o katerem sva tudi debatirale z doktorjem Kusterletom, in sicer se nekje navezuje tudi na Platonovo idejo, da so bolj pokvarjena mesta ob morju. Zakaj? Zato, ker tja prihajajo ladje z ogromnimi tovori, vsega možnega razkošja, in torej ljudje so prepričani, da vse tisto potrebujejo, čeprav to ni res. In dejansko, če pomislimo na našo konsumistično družbo, sem mnenja, da živeti v skladu z naravo bi zares moral biti naš cilj. On dejansko govori o nepotrebnih željah, torej o željah, ki jih ustvari družba, ampak niso temeljne. Temeljne so druge, tiste, ki jih spoštujejo živali, ljubezen do mladičev, solidarnost in podobno. Odprlo se mi je mnogo vprašanj, za katere sigurno ne bo dovolj časa. Bi pa rad najprej vprašal nekaj. V drugem spisu se pojavi misel, da so živali bolj človeške kot ljudje. Torej, poleg razuma imajo še nekaj. Kaj je tisto, kar bi recimo, če bi Plutarh živel v srednjem veku, bi ga zahodna rimokatoliška cerkev sigurno zažgala na grmadi? Kaj je? Ja, seveda, če govorimo o tem, da so živali na istem nivoju kot ljudje, in torej lahko debatiramo o tem, če imajo dušo, kaj je pravzaprav to razum. To ga bi zagotovo postavilo na grmado v 10 sekundah. Je pa treba reči, da je bil po mojem mnenju on videc, ker po mojem mnenju to delo gre brati ne samo kot zaščito živali, ampak kot zaščito recimo šibkejšega. Torej, v položaju živali, ki jih po mojem mnenju seveda ne moremo enačiti z ljudmi, to je logično, ampak pomislimo na ženske, so se spraševali, če imamo dušo ali pa ne, ali imamo pravice ali pa ne, ali pa recimo temnopolti, kaj je z njimi, če so zares ljudje ali pa napol, ali pa recimo prizadeti. Torej, vsi ti otroci manjšega Boga so po
recimo po viziji, ne po Plutarhu, ampak po viziji, če jo razširimo na srednji vek in na novi vek in do današnjih dni, so vredni, da z njimi ravnamo, kot če bi recimo si zaslužili vse pravice, kot vsi ostali, ne? V tem smislu. Kaj pa glede same strukture? Plutarh si je izbral en prav poseben način pripovedovanja. Po kom ga je povzel? Torej, govorimo o morali, ja? Ali je nasplošno? V bistvu v teh treh esejih. Aha, kot sem že povedala, ne, je navdih za prvo delo Homer. Naj povem, da je Plutarh avtor tudi treh spisov o didaktiki, ne, to je spis govori, kako vzgajamo otroke, en spis govori, kako pripravimo, danes bi rekli srednješolce, na filozofijo, ker ta je cilj, ne, in potem tretji spis, kaj moramo brati. Njegov najljubši avtor, njegov recimo bog med grškimi avtorji je vsekakor Homer. In njegov vpliv je izrazit v prvem spisu. Tretji spis je dialog. Prvi del je bližji Platonu, on je bil platonik, prepričan platonik, čeprav je poznal tudi vzhodno filozofijo, je bil v stiku s čisto vsemi filozofskimi smermi svojega časa. In tisti osrednji spis, tisti drugi spis, pa spominja na razpravo, ki ima morda tudi kakšno sofistično poanto, torej možno, da je pod vplivom drugega sofizma. Je pa res, da je ta bralec tako načitan, tako eklektičen, tako samosvoj, da ga spraviti v eno škatlico malce težko. Tudi če upoštevamo vsebino moralija, ki zares kaže neko neskončno radovednost, od matematike do zgodovine, do književnosti, do politike, do filozofije, tam najdemo čisto vse. Po zunanji obliki bi pa lahko rekel, da je črpal iz Platonovih dialogov. Vsekakor, ja, ker recimo, če je njegov referenčni avtor Homer, je njegov referenčni avtor vsekakor Platon. In imamo, ja, je pa zanimivo, ne, da ko govori o Pitagorejcih ali sofistih ali, ne vem, stoikih, skeptikih, jih tudi omenja, ne poimensko, nujno, ampak pravi, ne strinjam se s stoiki, ki pravijo da. Nikjer pa ne jasno citira Platona, ker verjetno on je platonik, torej ne čuti niti potrebe, da bi ga citiral izrecno, ga pa seveda srečamo, kako bi rekla, podzavestno ali recimo tako kot v nekem palimpsestu stalno. Bi lahko rekla, da je to delo aktualno tudi danes? Jaz sem ga doživljala zelo aktualno, tudi ker se danes bolj zavedamo, ali bi se morali zavedati, da nismo gospodari sveta. Dan nam je bil sicer svet dan, ampak zato, da z njim živimo v sozvočju in to je čisto to, kar trdi on. Prej ste omenili, da v prvem delu se pojavi Odisej kot antijunak. Zelo zanimivo se mi je tudi zdelo, ker pravzaprav je na nek način prvič poražen. A lahko kaj več poveste o tem, prosim? Ja, torej, tale del, kjer nastopata Odisej in Kirka, je tako malce pravljično zabrisan. Imamo nek paradajzos, nek rajski vrt,
v katerega udere Odisej, udere nasilno, kot tisti, ki ima moč, ker je moški, ker je junak, ker so bogovi na njegovi strani, ne, končno ne pride tja po lastni zaslugi, ampak samo zato, ker mu Atena, ki ga vedno ščiti, da nek čarobni napoj, travo molju, s katero ki mu omogoči, da se ga ne oprime Kirkina magija. Je pa po drugi strani izjemno zanimiv in v ospredju in prava junakinja prvega dela je Kirka. Kirka, ki na tega junaka malce gleda zviška, čeprav ga ne more omrežiti in začarati kot njegovih tovarišev, gleda ga zviška, ker je on prepričan, da vse ve in da vse zmore, ona pa uteleša moč narave, kjer se človeško, živalsko, ta skoraj združena meja med človeškim in živalskim je po eni strani zabrisana, po drugi strani pa razkrije pravo naravo. Ker ljudje, ki jih ona začara, so ali prašiči ali levi. Zanimivo, da so Odisejevi tovariši prašiči. In v bistvu gre za neko naravo, ki ne teži za trajnim, kjer ni nič stalnega, kjer je vse večno in obenem se spreminja. Imamo bogate, raznolike možnosti, na katere v realnem svetu ne bi mogli razmišljati, in mimo tega, da se malce popusti meja med človeškim in živalskim, popusti tudi meja med človeškim in božanskim, ker ona je boginja, ampak govori z glasom smrtnice. In številni komentatorji so bili mnenja prav, da ona uteleša to moč narave, ki se vedno objavlja, čeprav v novi obliki, v prenovljeni obliki, v primerjavi s človekom, ki je majhno bitje, malotrajno bitje, ki bo samo muha in odnevnica v primerjavi z večno naravo in njeno močjo. Kirka pa da Odiseju tudi možnost, da svoje prijatelje spremeni nazaj v ljudi. Kaj je bil njen pogoj? Ja, kot že rečeno, mu je rekla, da jih lahko odvede. Zanimivo, da on želi odvesti svoje tovariše in Grke. Za druge mu ni mar, ker ima to idejo, da kar je grško imenitno in s tem se malo poigrava, Plutarh, ki je bil svetovljan, mora pa prepričati nekoga in ona dovrne, koga pa naj prepriča, saj so samo živali. In recimo, ironija je prav v tem, da mu izbere prašiča za sogovornika in kot že rečeno celo prašiča iz Bojotije, in da je na koncu tudi poražen. Treba reči pa, po pravici povedano, da ni povsem jasno, ali se dialog res zaključi s tistim odsekanim zaključkom, ali pa je slučajno za nas en delček izgubljen. Povedano velja tudi za številne prehode v drugih dveh delih, ker za srečo so ta dela ohranjena, ampak kot se pogosto dogaja, so določeni deli neberljivi ali sumimo, da imamo eno lakuno ali pa kakšno interpolacijo, pa to je že delo klasičnega filologa. To je verjetno podobno kot za Aristotela pravimo, da se je drugi del poetike izgubil. Ja, tam, kjer bi moral pisati o poeziji. Še zadnje vprašanje. Ali mislite, da bi Plutarha lahko šteli kot klasičnega filozofa, recimo v isti smeri kot Platona in Aristotela? Ali ne? Zakaj ne? Zakaj ja? Torej, kot filozofa vsekakor, kot klasičnega morda ne. Plutarh je imel neke vrste šolo,
Vemo, da je zbiral manjše število, recimo imenuje učencev, da so govorili o etiki, o fiziki, o teologiji, podobno kot pri Platonu, podobno kot pri Aristotelu. Gotovo pa, Platon je tudi, to smo že povedali, ni pa bila to edina njegova zadolžitev. On je bil nek bogat Grk, s poznanstvi tudi med Rimljani, ki je bil tudi svečenik, torej ne gre samo za filozofijo, ampak on je to doživljal tudi kot neko duhovno službo, ne? Je bil tudi glasnik svojega mesta pri rimskih oblasteh, je kril tudi razne javne funkcije, recimo, glavne so šle začasne, pač je bil recimo filozof part-time, mi rekli danes, in torej v skladu s svojo družbo, ker to ni več obdobje predhelenistično obdobje, recimo vemo, da je bil Aristotel Aleksandrov učitelj, ne, in to ni niti pozni helenizem, ampak je to že polna rimska doba. In predznak njegove filozofije je eklekticizem. Ne, torej on je vsa mnenja zbiral in skušal urediti, in v tem je tudi njegova velika dragocenost. Ni pa bil izključno ali pa izrecno tudi ni hotel biti vodja neke šole. Ne, vemo recimo pri Aristotelu, da mu sledijo Teofrast, da mu sledijo drugi, ne, torej da si tudi to šolo podajajo, za njim seveda zamre, ker njegov cilj ni ustvariti nekega gibanja, ampak je recimo preučevati, kar je ustvarila grška kultura in rimska delno tudi do takrat, in to posredovati prijateljem za moralni dvig. Ne, to je bil njegov cilj. Najlepša hvala. No, preden zaključimo, bi povedala samo še tale, da je bil ta prevod zelo zahteven, ne samo zaradi konkretnih dejstev, manjkajočih delov in tako dalje, ampak tudi, ker je bilo težko poustvariti različne stilistične registre. Jaz sem po izobrazbi dopisni klasični filolog, to moram priznati, in klasični filologi težimo za tem, da smo izjemno točni. Ne? Akribija je naš zakon, naš prvi zakon. Plutarhov slog je izjemno zapleten, je poln participov, povedi imajo 7, 8, 10, 12 vrstic, participi se malo prepletajo, zanje je tudi značilno, da imamo izjemno veliko sinonimov. In recimo glagoli imajo 2 predponi, če gre dobro, če imajo tudi 3, in torej imamo sinonimiko, ki se veže tudi na predpone. In v tem smislu sem jaz izjemno hvaležna doktorju Kusterletu, ker mi je izjemno pomagal preseči recimo to veliko pozornost na jezik in narediti, vsaj upam, da prevod ni samo zvesta ženska, ampak pač lepa in bralcu prijazna. Tako da zares hvala lepa, ogromno sem se naučila ob tem. Hvala vam. Mislim, da je delo res lepo berljivo. Upam, da nisem bil prevelik trn v peti. Absolutno ne. Tako da veselje mi je bilo sodelovati z vami. Ja, tudi meni. Sedaj pa bi prosil še predstavnika Goriške mohorjeve, da spregovori par besed, potem pa bo na voljo čas za vprašanja iz publike. Ja, dober dan vsem, tudi v imenu Goriške mohorjeve družbe.
Za nas je bil ta podvig zares lepo doživetje. Lepo doživetje najprej, ker ko se človek približa klasičnemu avtorju, kot je Plutarh ali Plutarh, kot bi rekel jaz po prejšnji izkušnji, je to gotovo tekst, ki je preživel stoletja, tisočletje, tako rekoč, in že to pomeni, da je to tekst, ki je nagovarjal generacije ljudi in jim je nekaj povedal. Ko smo dobili ta tekst v branje, še preden je potem potoval v Ljubljano, se nam je zdela vsa vrsta podvig se nam je zdel zelo aktualen, prav zaradi vsebin, ki jih izraža in na katere se dejansko sklicuje tudi papež, ko piše nekatere okrožnice ali ko mnogi drugi filozofi sedanje dobe opozarjajo na to enotnost stvarstva in povezanost vsega stvarstva. Se pravi, človek je delček tega stvarstva in vsi skupaj lahko ustvarjamo nek boljši prihodnji dan glede narave, glede obstoja. Z tega vidika je ta knjiga, kot smo tudi slišali, še danes aktualna. Mi kot Goriška mohorjeva družba smo hvaležni Celjski mohorjevi, da je sprejela ta izziv, da je uvrstila to knjigo, to izredno zbirko nemenljivih, kajti dejansko gre za nemenljivega avtorja. In prepričan sem, da bodo bralci, ki bodo te Plutarhove spise brali, bili podobni mnenja kot mi, ki smo to stvar ravnokar ugotavljali. In upam, da bo tudi v prihodnje mogoče sodelovati z Barbaro in Celjsko mohorjevo družbo pri podobnih podvigih. Hvala in čestitam tudi Celjanom, ki ste tako lepo pripravili stvari. Hvala vam. Sedaj pa, če imate kakšno vprašanje? Jaz bi samo nekaj dodala. Jaz bi samo to dodala. Ko je bil dr. Gantar v Gorici takrat na tej licejski noči, sem se pogovarjala in mu povedala o tem delu, da imaš to pripravljeno. In seveda je bil navdušen, je pa to rekel, to je izredno zahteven tekst, da to bo težek prevod, prevajanje to, da je izredno težko in da ta grščina je tako težka, komplicirana, da je ne bi mogla iziti zraven prevoda, kot se izdaja, da je nemogoče. Torej je že poudaril, da kakšno zahtevno delo si se Barbara lotila. In je potem tudi on bil navdušen, prebral in sporočil Celjski, res malo pred je umrl. To je bilo vse v nekaj mesecih. Ja. Hvala lepa. Še kdo? Ima kdo še kakšno vprašanje? Glede didaktičnih spisov, a so tudi ti tako sodobni, kot recimo ta, v tem delu, ta misel o enotnosti sveta, ali je tudi pedagoško tako napreden? Prvi spis je preveden in je išel, ga nisem prevedla, jaz mislim, da je ena mlada punca z fakultete, je šel pa v Keriji. Tudi tukaj imamo tiste vidike, ki jih srečamo pri sopotniku, ki je Kvintiljan, in tudi v tem primeru je v ospredju ta uravnovešenost in pozornost na otroka in na njegove potrebe, to vsekakor. Drugi spis, ki, če smem reči, ga prevajam sedaj in mi je tudi, se mi zdi tudi zelo pomenljiv, ima naslov Kako je treba poslušati. Vsi tisti, ki smo šolniki, vemo, da moramo veliko dati v to, da nas mladi ali pa da nas, recimo nasploh, če imamo na predavanje, zanimanjem poslušajo. In jaz sem prepričana, da je to naš problem, ki smo navajeni istočasno poslušati
preverjati mobitel in recimo istočasno slediti še čemu na računalniku. V resnici me je Plutarh potolažil ponovno, kajti te probleme so imeli že takrat. Torej, drugi spis govori zlasti o tem, kako moramo pridobiti pozornost in kako moramo tudi sami poslušati drugega. Tretji spis pa je bolj vezan na književnost in torej govori o tem, katere avtorje naj bi prebirali. Tudi v antiki so imeli tablice. Ja, so imeli tablice, ja. Kot protivtež drugemu spisu pa obstaja tudi še en zelo simpatičen Plutarhov spis, ki pa ima naslov, nekaterega pač prevajajo tako, kako je treba klepetati. Kajti tudi klepetanje mora imeti svoja pravila, zato da je učinkovito. Tako, verjetno tudi danes. A še kdo kakšno vprašanje? Kakšnokoli? Ne, samo dodam, da v Gorici, ki smo imeli že prej predstavitev, se je že marsikdo prebral, knjigo, starejši, dijaki, mladi, so navdušeni, da tudi v knjigarni, v katoliški knjigarni, ki je na razpolago, zelo poprašujejo in tudi v Tržaški. Super, me zelo veseli. Ja. Torej, če ni več vprašanj, se vam lepo zahvaljujem, da ste bili danes z nami. Jaz osebno sem zelo vesel, še enkrat, da sem lahko delal za Celjsko Mohorjevo družbo. Z današnjim dnem se poslavljam kot urednik, lektor. Hvala vam vsem, da ste prišli. Želim vam lep dan, prijeten vikend. Gospa Barbara, hvala, da sva sodelovala. Hvala vam. Upam, da se najne poti še kdaj križajo. Ja, upamo. Nasvidenje. Hvala lepa.